Slovenski ljudski stranki smo kandidirali večino ljudi, ki so nam dobro poznani, ljudi, ki so se v življenju že dokazali s svojim minulim delom, s vsemi, ki so pa ali mlajši, kar 7 je starih 30 let ali manj, in tudi z nekaterimi, ki so se nam pridružili pri teh volitvah, pa sem se jasno pogovoril, da se morajo zavedati, da je politika služenje ljudem, ne pa služenje denarja. Sklic parlamenta, ki ga zaključujemo, je bil zaznamovan s tem, da je bil na začetku velik dosežek 60 novih obrazov, videli pa smo, kako se je tudi ta zgodba končala, tudi zgodba novih obrazov. Pa recimo, da pride do kakšnega takšnega slučaja tudi pri poslancem od SLS-a. Na kakšen način imate vi urejeno znotraj stranke, da lahko takšne stvari sankcionirate kakorkoli? V Slovenski ljudski stranki smo na praktičnih primerih že pokazali, da se znamo v tem primeru pogovoriti, v veliki meri tudi dogovoriti, in kdor zaide v težave, sam pove, da pač ni primeren več za politično udejstvovanje, kar nekaj takšnih primerov je bilo tudi v zadnjih letih, nekaj posameznikov pa smo tudi izključili. Tako da v Slovenski ljudski stranki je moralno-etični del politika zelo pomemben segment in smo ena redkih strank, ki znotraj svojih vrst zna narediti tudi reč, če je potrebno. Še ena stvar, ki je močno povezana s tem in v zadnje čase zelo buri duhove, je, kakšno je vaše mnenje? Bi Janez Janša ne bi smel kandidirati? Ključno pri tej zadevi je, da je dejansko nesprejemljivo to, kar se dogaja, da se že tretje volitve zaznamujejo s procesom Patrie in da se v volilni kampanji govorimo predvsem o nekih sodnih postopkih enega izmed predsednikov stranke. Tako da to mislim, da je prvič nesprejemljivo in je na nek način kar ena črna pika slovenskemu pravosodnemu sistemu, ki očitno procesira zelo počasi in bi takšni procesi morali biti prednostno in zelo na hitro urejeni. Kar se tiče same kandidature, pristopa politikov v takšnih volilnih postopkih, vekolikor imajo dokončne obsodbe pravosodnih organov, so evropske norme zelo znane. In kot sem že dejal, čim prej naj se ta saga zaključi, da dobimo končni dokument in da potem imamo. Zaenkrat pa velja pravnomočna sodba. To me še zanima tudi v